Leta 1941 je šlo za to, da Slovenci izginemo. To je v načrtu Hitlerjancev bilo popolnoma jasno. No, zoper to smo se uprli in ta odpor je to preprečil. Smo na cesti Ljubljana, Polhogradec, na odcepu za Babno goro. Babna gora je zaselek, kjer so po zimi 42-43 bivali vodilni možje osvobodilnega gibanja, torej izvršnega odbora Osvobodilne fronte. Tukaj so skupaj v nekem bunkerju čepeli predstavniki komunistov, sokolov, krščanskih socialistov, tudi kulturnikov in kovali načrte za nadaljevanje narodno-osvobodilnega boja in za prihodnost Slovenije. Torej, peljemo se proti vrhu, ker hiša, kjer so se skrivali, je bila popolnoma na vrhu. To je zelo strmo, tukaj še danes po zimi težko prideš z avtomobilom, ko je sneg. V tistih časih so bili to zelo odmaknjeni kraji, ljudje so hodili peš seveda in zato se je torej vodstvo tukaj lahko tudi uspešno skrivalo. Zelo razpotegnjeno naselje, sedaj smo na zadnjem ovinku, strmo navzgor in se bomo približali hiši, kjer so se skrivali med vojno. Večkrat so bili na tem, da jih odkrijejo, na srečo jih niso. Še malo, no, pa smo tukaj. Še en ovinek. Evo, hišica danes obnovljena, takrat je bila to majhna lesena koča pravzaprav, bajterska bi lahko rekli, kjer so se skrivali. Drage gledalke, dragi gledalci, lep pozdrav v imenu programske skupine Slovenska zgodovina, ki jo izvajamo na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete. Programska skupina je razlog, da smo danes tukaj, seveda pa tudi obletnica, ki jo letos obeležujemo, in sicer 80 let od ustanovitve nastanka Osvobodilne fronte. Nahajamo se, kot že tabla tukaj pred mano pove, na Babni gori, v Polhograjskih Dolomitih, na mestu oziroma pred hišo, kjer je bival izvršni odbor Osvobodilne fronte v zimi 42-43. Danes bomo govorili o vlogi, na nek način bomo osvetlili ponovno vlogo Osvobodilne fronte v letih 41 in 45 in govorili tudi o dediščini po vojni in v bistvu današnji dediščini Osvobodilne fronte. Z mano so poznavalci te tematike, in sicer redni profesor na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete, za zgodovino, za sodobno zgodovino, profesor dr. Božo Repe, docent dr. Tomaž Pavlin z Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, ki je v svoji doktorski nalogi obravnaval sokole, torej sokoli so bili ena izmed ustanovnih skupin Osvobodilne fronte in seveda je v tej tematiki tudi obdeloval njihovo vlogo za časa druge svetovne vojne. Z nami vseeno še na drugi strani, torej preko Zooma, pa dr. Bojan Godeša, znanstveni svetnik z Inštituta za novejšo zgodovino, velik, dober poznavalec medvojnega političnega udejstvovanja na Slovenskem in seveda tudi kot take Osvobodilne fronte. Poglejmo v hišo, poglejmo si prostore, kjer so se nahajali člani izvršnega odbora. Edvard Kocberg, eden izmed njih, se tega spominja tako. Vsa hišica obstoji iz sobice z majhnimi okenci in iz temnega predprostora, ki je veža in kuhinja obenem. Kuhinja 3 kvadratnih metrov, ki se iz nje kuri kmečka peč, in črno zakajena veža, ki drži spredaj in zadaj na prosto, na levo v sobo in po lestvi navzgor v podstrešje. Vstopimo v te prostore in poglejmo, kako so videti danes.
tukaj je omenjeni predprostor in tukaj še ostanek črne stare kuhinje. Tukaj so bila vrata in od tukaj se je v bistvu šlo naprej ven iz hiše. Tole je v bistvu konec te majhne hiše. Glavni prostor, glavna sobica, v kateri so bivali, je pa tukaj. To je v bistvu hiša, prostor. In to so ta majhna okenca, s katerih so člani opazovali okolico, predvsem Ključ in Koreno, odkoder so videli gibanja vojakov italijanskih ali domobrancev, kasneje iz Horjula in Polhega Gradca. Danes prostor seveda ni več takšen, kot je bil pred 80 leti oziroma malo manj kot 80 leti, je še pa nekaj ostalin. Sicer ta klop, ki je originalna, oziroma ta kotek, ki je originalen, v tistem čisto spodnjem kotu je pa bila tedaj odprtina, skozi katero so člani se skrili v prostor tukaj spodaj. To je bil v bistvu bunker, v katerem so se lahko skrivali tudi 2-3 dni vseh več članov in v bistvu se niso smeli premakniti. Torej, tule pod mano je bil tako imenovani bunker. In Kocbek se tega spominja takole. Ko smo prišli v sobo, je Tonček odrinil posteljo, ta je stala tamle, ki stoji v kotu in z nogo pritisnil na ob 2 spretno izrezani kratki podnici. Vdrli sta se in pokazala se je odprtina, vhod v naše novo podzemlje. Vhod na uteži se je globoko znižal, po lestvi smo stopili v majhen kletni prostor, ki so mu od zunaj spretno zazidali okenca. Prižgali smo luč in zagledali širok pograd v 2 etažah. Partizanske katakombe. Danes se bomo ponovno ozrli na vlogo Osvobodilne fronte v slovenskem prostoru v času druge svetovne vojne in ob tem poskušali odgovoriti na nekaj v zadnjem času pogostih vprašanj, vezanih tako na začetek, ustanovitev Osvobodilne fronte in polemiki o imenu Osvobodilna fronta, protiimperialistična fronta, datum ustanovitve, pa na samo delovanje, vlogo in pomen njenih skupin, naprimer Sokoli so zelo aktualni današnji čas, na delo njenega izvršnega odbora in na pomen Dolomitske izjave, ter še nekaj zadev. Pa začnimo. Poglejmo v leto 1941, točne v april. Profesor Repe, kakšno je bilo stanje aprila na Slovenskem? Torej, vemo, da je bila okupacija, temu je sledilo razkosanje. Kako bi lahko sploh ovrednotili dejanja posameznikov in skupin, ki so se odločili za organiziran upor proti uničenju slovenskega naroda? Lahko res rečemo, da bi prišlo do uničenja Slovencev? Aprila 1941 je izgledalo, kot da bo Evropo zavedno obvladovala nacistična Nemčija in Hitler. Osvojil je že večino, ni še napadel Sovjetske zveze, ta del mu je še manjkal, ker glavni cilj je bil pravzaprav vzhod, v skladu z nemško politiko Drang nach Osten. Velika Britanija je bila stisnjena na otok, ZDA še ni bilo v vojni. Se pravi, situacija je bila precej brezupna. Jugoslavija je bila v notranji krizi že precej prej. Ta kriza se je vlekla dolgo zaradi mednacionalnih odnosov in drugih razlogov. Tako da je komaj da še, bi lahko rekli, obstajala. Tudi vojska je bila zelo nehomogena, zato je tudi hitro kapitulirala. Hrvati so se pripravljali na neko svojo državico, na protektorat, to je bilo znano, da njim ga bo Hitler dal. In slovenska meščanska politika je tudi popolnoma izgubila orientacijo. Zlasti vodilna SLS je hotela iti po hrvaški poti, že z Antonom Korošcem, že od poletja 40 naprej. Iskali so stik z nacisti, pripravljeni so bili sprejeti nacistični red, samo da bi jim Hitler dal nek protektorat. Vzor jim je bila pa Slovaška in tudi preko Slovaške so skušali na tak način stvari doseči. Najprej Korošec, potem Kulovec, ki ga je nasledil in je umrl v bombardiranju. Skupaj s Krekom sta šla
dan pred napadom na Jugoslavijo intervenirati na slovaško ambasado in jih prositi, naj pač prenesejo njihovo sporočilo Nemcem, ker nista upala neposredno k Nemcem v Beogradu bi jo ubili, ne, to je bil akt izdajstva, jasno. Ne. No, ta politika se je potem nadaljevala z Natlačanom, kot vemo, tudi on ni bil uspešen, da bi dosegel ta protektorat, in potem so pristali pod Italijani, vsaj ta del, tako imenovana Ljubljanska pokrajina, ne, pristali so na aneksijo, torej na vključitev tega ozemlja v Italijo, ne, odrekli so se mu. Hkrati so pa kasneje jeseni igrali na nekako dvojno vlogo, ne, se povezovali z begunsko vlado in hkrati kolaborirali. Torej, meščanska politika je bila popolnoma zmedena. Tukaj pri liberalnem taboru je bilo sicer nekoliko drugače, tam je bilo nekaj volje za odpor, ampak na koncu so vsi končali v istem taboru, torej v kolaboracionističnem taboru. Tako da so stvar začele prevzemati neke druge sile. Te druge sile, alternativna politika, bi lahko rekli, se je oblikovala že sredi 30-ih let, v tako imenovanem ljudsko-frontnem gibanju, ki je bilo sicer značilno tudi za druge države, ponekod so ljudske fronte tudi zmagale, in v tem ljudsko-frontnem gibanju so komunisti dobili pomembno vlogo. To je pravzaprav začetek sodelovanja s Sokoli, s krščanskimi socialisti in s kulturniki. Zelo so se povezali, ko so ustanavljali Društvo prijateljev Sovjetske zveze, s katerim so hoteli, da Jugoslavija torej naveže stike s Sovjetsko zvezo in pač dobi njena zagotovila za pomoč. Potem so se komunisti oddaljili zaradi pakta Hitler-Stalin in so se znašli v neki zelo neugodni situaciji, ker so jih zavezniki zapustili. Ne. In od torej ta izraz protiimperialistična fronta, ne, ker stališče je bilo, da so za začetek druge vojne krivi pravzaprav tako nacistični okupatorji kot imperialistični Velika Britanija in Francija. Ne. Čeprav je treba reči, da so se komunisti zelo dobro zavedali te razlike, ne, in so vedeli pravzaprav, da je nacizem najhujše zlo, ne, in so že pred vojno nastopali proti temu, zlasti po Anschlussu. No, iz tega je torej potem nastalo to zavezništvo. Pobudo so dali komunisti, sestanek je bil v Vidmarjevi vili, v stanovanju Josipa Vidmarja. Sprva so mislili, da je bil 26. Potem so ugotovili spominsko za nazaj, ker ni nobenih zapisov, da je bil 27. Kar zadeva ime, je prvo ime, to je zelo raziskal kolega Bojan Godeša, ne. Sprva se pojavlja ime Osvobodilna fronta, ki pa je pisano z malo. Ne. Potem se začne uporabljati izraz protiimperialistična fronta v skladu z pač kominternsko politiko, ampak to večji poudarek pravzaprav dobi kasneje. Najbolj je povezano z nekim poročilom, ki ga je napisal Boris Kidrič v Moskvo in kjer je skušal prikazati slovenske komuniste tako, kot da so sledili politiki Sovjetske zveze. Ne. Zato je bilo to in tudi v resnici se mešajo razredna gesla z narodno-osvobodilnimi gesli. Ne. Pravi program Osvobodilne fronte, ne, torej, kjer so enakopravno sodelovali drugi, ker Kozbeka v tej prvi fazi še ni bilo, ne, je pa nastal čez poletje in jeseni 41. Doktor Godeša, lep pozdrav na drugo stran ekrana. Vprašanje tudi za vas. Josip Rus, udeleženec ustanovnega sestanka Osvobodilne fronte, v svojih spominih pravi, da se na sestanku zagotovo ni govorilo o protiimperialistični fronti, temveč le o osvobodilni fronti. Čeprav je danes umestnost poimenovanja protiimperialistična fronta v začetnem obdobju vsekakor utemeljena v njeni idejno-politični vsebini prvih tednov delovanja. Kako je torej s tem imenom? Je bila Osvobodilna fronta v začetku res protiimperialistična fronta? Kaj o tem pravijo dokumenti? Glede imena, kdaj protiimperialistična fronta in kdaj osvobodilna fronta, je bilo kar nekaj časa nekaj nejasnosti. Zdaj je povsem jasno, po dokumentih sodeč,
da so na ustanovnem sestanku govorili o osvobodilni fronti. Kasneje pa se je uporabljal, vsaj enkrat je to zabeleženo v sočasnih dokumentaciji, izraz protiimperialistična fronta slovenskega naroda, ki se je potem preoblikovala, pa tudi preimenovala po napadu na Sovjetsko zvezo, osvobodilno fronto slovenskega naroda. To je ime, ki je ostalo potem do konca vojne in še nekaj zatem. Seveda ni bistveno ime zaradi imena, temveč značaj organizacije. Skratka, protiimperialistična fronta je ime dobila zaradi stanja, ki je takrat vladalo, zaradi pakta Hitler-Stalin, ki je nekako uokvirjal tudi delovanje komunističnih partij po svetu. Je pa pri tem potrebno, kar je ključno, da je ta protiimperialistična usmeritev pravzaprav vsebovala tudi že protifašistično usmeritev. Vsaj od jeseni 1940, to se pravi še preden je bila Jugoslavija napadena, je Komunistična partija Jugoslavije, v okviru katere je delovala tudi Komunistična partija Slovenije, že zavzela stališče, kjer je bilo jasno prepoznavno njeno protifašistično stališče, in tako da so v Berlin diplomati nemški iz Beograda že pred vojno poročali, da so komunistična partija se usmerja v smeri proti fašizmu. Seveda z okupacijskimi razmerami so se te stvari še dodatno, da rečem, poglobile, in v tej fazi postane fašizem pravzaprav največja in najpomembnejša grožnja tudi z vidika komunistične partije, ne samo okupatorji, ampak tudi fašizem in nacizem kot ideološka pojava. Protiimperialistična fronta, pravzaprav njeno delovanje, fizionomijo lahko najbolj prepoznamo iz njenega programa. To pa so bila gesla osvobodilnega gibanja, ki so bila objavljena 22.6.1941, sprejeta pa so bila na prvi seji vrhovnega plenuma, ki je bila en teden dni pred tem. Skratka, iz teh gesel osvobodilnega boja, skratka, tudi k čemu inklinira delovanje organizacije, je bilo popolnoma jasno. Je bilo popolnoma tudi jasno, da organizacija glavno grožnjo vidi v fašizmu in nacizmu, medtem ko do zahodnega demokratičnega sveta, ki ga tudi seveda uvršča v kontekst imperializma, pa ima predvsem zadržke v tem smislu, da ni uspel uspešno razrešiti v predvojnem času vseh nasprotij v družbi, pa tudi nacionalnega vprašanja ne. V tem smislu je ta protiimperializem osvobodilne fronte, ki pa se seveda s preimenovanjem tudi vsebinsko preoblikuje in vse težišče delovanja usmeri zgolj v boj proti okupatorju. Bistvo njenega delovanja po napadu na Sovjetsko zvezo strani nacistične Nemčije pa je to, da pravzaprav taka vsebinska razlika je ta, da takrat napove tudi oboroženi upor proti okupatorju kot njeno glavno aktivnost, za katero se prizadeva. Profesor Repe, vprašanje za vas. Ali je osvobodilna fronta med drugo svetovno vojno predstavljala večinski del slovenskega naroda ali ne? Druga svetovna vojna je bila največja preizkušnja v zgodovini slovenskega naroda, evropskih narodov in človeštva sploh. Torej, tukaj so bili uničenju namenjeni številni narodi, med njimi tudi slovenski. Bodisi etnocidu, se pravi nacionalnemu uničenju, bodisi genocidu, bodisi kombinacije enega in drugega. In ta kombinacija je pri Slovencih recimo bila sploh v nemški okupacijski coni, pa tudi italijanski, čeprav sprva ni kazalo tako. Potem od poletja 1942 naprej pa gotovo. Torej, osvobodilna fronta je tukaj predstavljala večino slovenskega naroda. Treba je nekaj vedeti tudi
z tedanjega političnega stališča dve zelo pomembni zadevi. Prvič, ni bilo prostora za neko sredino, za nekaj vmes. Enostavno se je bilo treba odločiti za eno ali drugo stran in vzeti v zakup dobro in slabo. To je prvo. Ne. In večina slovenskega naroda gotovo je podprla narodno-osvobodilni boj. Drugo, kar je zelo pomembno, ta narodno-osvobodilni boj je bil v enem delu boj za osvoboditev, v drugem delu je bil pa socialni boj. Ker večina ljudi, ki se je šla boriti v partizane, je hotela boljšo družbo, je hotela drugačno družbo. Ni hotela več v staro Jugoslavijo, kakršna je bila. In ob tem je treba povedati tudi to, da so stranke popolnoma odpovedale in razočarale. Se pravi, da se v strankarskem sistemu se pravzaprav ni videla več prihodnost. To so vse te ključne zadeve, ki so v Osvobodilni fronti seveda dajale to večinsko vlogo in seveda tudi ali zlasti to, da se je postavila v prve vrste in žrtvovala za ta boj. Profesor Pavlin, naslednje vprašanje namenjam vam. Poleg edine organizirane stranke Komunistične partije Slovenije so bili pri ustanovitvi Osvobodilne fronte zastopani krščanski socialisti, sokoli in kulturni delavci. To so te tako imenovane temeljne oziroma ustanovne skupine. Po napadu na Sovjetsko zvezo pa se je OF pridružilo še več kot 10 skupin. Vse skupine, ki so se zbrale v Osvobodilni fronti, so se načelno strinjale s takojšnjim oboroženim odporom proti okupatorju. Sicer pa so se med seboj zelo razlikovale, tako po svoji politični preteklosti in nazorski usmeritvi, kot tudi po velikosti. V tako imenovani ministrski skupini so bili na primer le 3 člani, Marušič, Novak in Sernec, nasprotno pa je bilo v zvezi društev kmečkih fantov in deklet nekaj tisoč članov. Če se vrnemo k ustanovnim skupinam. V preteklosti je bilo največ polemik v okviru dela Osvobodilne fronte deležna vloga krščanskih socialistov s Kocbekom na čelu. V zadnjem času pa je bilo veliko, lahko bi rekli, preigravanj deležna tudi sokolska skupina oziroma njeno tako imenovano levo krilo, ki je vstopilo v OF. Njegovo uradna nevloga pri ustanovitvi se negira s tem, da levega krila v usodnem letu, torej leto 1941, sploh ni bilo. Že prej, leta 1939, naj bi namreč iz Sokola izključili pro-komunistično skupino, ki torej ni mogla predstavljati nobenega sokolskega krila in torej Sokoli niso mogli biti v ustanovni skupini Osvobodilne fronte. Kako je torej s tem? Sokolstvo je imelo v 30 letih posebno zgodbo, če se ozremo ali pa če pogledamo priključitev oziroma vstop in ustanovitev Osvobodilne fronte z nekoliko širše plati. Kajti namreč z 6. januarsko diktaturo je bil sprejet tudi zakon o ustanovitvi Zveze Sokola Kraljevine Jugoslavije. In ta zakon je določal, da se morajo dotedanje telovadne organizacije odločiti za vstop, sicer bi bile likvidirane. V novega Sokola, ki je bil, lahko rečemo, kar neke vrste paradržavna institucija, so vstopili jugoslovanski Sokoli, na drugi strani so bili likvidirani Orli in pa hrvaški Sokol, oziroma tukaj se je članstvo odločalo za prostovoljno vstope v novo organizacijo. V 30 letih je bila za njih situacija ugodna. S padcem Jevtovićeve vlade oziroma potem nastopom Stojedinovićevega režima pa je sokolstvo naletelo na različne situacije na nivoju Jugoslavije. Na eni strani v Srbiji si jih je želel podrediti oziroma z njimi navezati močnejši stik Stojadinović. Na Hrvaškem je prišlo v drugi polovici 30 let do prvih fizičnih napadov na sokolske domove. Na Slovenskem se je pa ponovno razplamtel kulturni boj in na drugi strani je bila ustanovljena ponovno katoliška telovadna organizacija, podobno pa na Hrvaškem tudi nasprotna telovadna organizacija Junak. Na Slovenskem je še en pomemben
vidik, namreč sedež nove organizacije se je preselil v Beograd in to kompletno. Tako da so se župe pričele povezovati, vendar pa je znotraj žup seveda bila tudi različen odziv na oziroma na politične spremembe v samem slovenskem prostoru. Tako da recimo v ljubljanski župi je prišlo relativno hitro do odgovora na stopnjevanje protiklerikalne politike do sokolstva in župa je relativno enotno nastopala. V letih 37 oziroma 38, če bolj, pa je prišlo do prvih nasprotovanj znotraj ljubljanske župe, ki bi na drugi strani morala biti tudi povezovalna župa za slovensko sokolstvo oziroma sokolstvo na Slovenskem. Iz tega notranjega razhajanja in zlasti tudi očitanja neke režimske politike ali pa prepletanju sokola z recimo prevelikim prepletanjem sokola z recimo politično stranko, zlasti Jugoslovansko nacionalno stranko, je prišlo do razhajanj v ljubljanski župi, ki je potem pripeljala do recimo znanega taborskega procesa, v katerem je recimo potekal en obračun z mlajšimi sokoli, ki so recimo vodili strokovno delo v sokolstvu, medtem ko je bil starejši del, to je bila skupina okoli Pestotnika in Bevca, tesno vpeta v delovanje Jugoslovanske nacionalne stranke, ki se je recimo tudi v drugi polovici 30-ih obnavljala na Slovenskem. Na drugi strani generalno sokolstvo je bilo nezadovoljno z recimo politiko do Male Antante, ki je razpadala oziroma Stojadinović je opustil, se približeval silom vsi, kar je sploh tudi povzročalo določeno nerazpoloženje sokolstva do državne politike. Če se vrnemo na slovensko, torej na Slovenskem se je potem v taborskem procesu dokončno izpostavi ta dvojnost v pogledih do tudi recimo politično-kulturnega delovanja na Slovenskem in v taborskem procesu so skušali obračunati s tem mlado skupino sokolov, ki je vodila recimo tudi neko politiko po nekem novem avtonomnem sokolu, ki bo temeljilo na telesni vzgoji in seveda na narodni ideji. Ta narodna ideja jasno, da ima na eni strani jugoslovansko skupnost kot ustavo, na drugi strani se vračajo tudi k slovenstvu, tako da je do neke mere tudi tu prišlo do delnega razhajanja glede odnosa do jugoslovanstva. Te mlade so vodili predvsem Zoran Polič, Franjo Lubej in pa Josip Prus. In Zoran Polič in Franjo Lubej sta bila člana tudi Sokola 1 Tabor, kjer se je odvijal tako imenovani taborski proces. Tako da ta proces se je končal sicer z izključitvijo najprej 7 vodilnih sokolov te mlajše generacije, na drugi strani pa, da bi recimo Pestotnik Bevčeva skupina ohranila svojo vlogo, je zatem izključila preko 200 članov tabora. Zdaj ostali sokoli so se vključili tudi v ostala društva. Izključeni in pa recimo njim se je pridružil Josip Prus, ki je bil tudi v načelstvu ljubljanske župe tedaj, ta pa je tvorila tako imenovan ilegalni odbor, ki je deloval znotraj sokolstva. In on niti ni bil član tabora. Izključitev iz društva pa ni pomenila tudi izključitev iz Sokola Kraljevine Jugoslavije, kar se danes skuša tudi recimo problematizirati, tako da so oni vse do konca ostali tudi sokoli. Res da neke vrste frakcije ali pa del, ampak to pomemben del, katerega seveda so opazili tudi komunisti in v letu 40 po pogrebu Korošca navezali z njimi stik preko svojega člana, ki je bil istočasno tudi sokolski voditelj, to je Max Nahlik. Te stike so, najprej so odšli na te stike recimo trojica, Polič, Lubej in pa Rus, kasneje sta prevzela v januarju, torej operativni sestanek je bil sredi januarja, stike sta na tem prevzela Kidrič in pa Josip Prus na sokolski strani, kar jih je potem tudi vodilo v nadaljnjo izmenjavanje mnenj, poglede na politično situacijo, odnos do cerkve, zlasti poenoteni so bili pri vprašanju narodnega vidika. In komunisti so jih potem povabili tudi recimo v Društvo prijateljev Sovjetske zveze, kamor so tudi pristopili. Tako da se je to njihovo nadaljevanje nadaljevalo in tudi že do neke mere formaliziralo. Potvemo je konec marca
sledil, oziroma 25. marca sledil podpis in pristop Jugoslavije k silom osi in nasprotno potem puč. In po tem puču so bili Sokoli ravno v prvih vrstah demonstracij. Na Slovenskem, na primer, zanimiva situacija, ko recimo na Štajerskem skupno korakajo v demonstracijah Sokoli in pa Orli, na Kranjskem druga situacija, in to se do neke mere odrazi potem tudi recimo po napadu Jugoslavije. Z vidika formiranja Osvobodilne fronte je treba še poudariti, da po okupaciji seveda je ta ilegalni del, ki ga je vodila trojka Polič, Lubej in pa Rus, takoj pristopil k ustanovitvi Osvobodilne fronte in bil aktiven, medtem ko je pa recimo Bevčeva in Pistotnikova skupina bila nek temelj organiziranja drugega pola sokolskega odporništva, to je formiranje v političnem pogledu Sokolskega vojnega sveta, v vojaškem pa Sokolske legije. Vendar to je bil manjši del Sokolov, težišče je le bilo na recimo partizanski oziroma OF-ovski skupini, ki je prevzela tudi funkcije v izvršnem odboru Osvobodilne fronte. Nadaljujemo z današnjim pogovorom. Naslednje vprašanje je za vas, profesor Repe. Program Osvobodilne fronte se je postopoma oblikoval skozi večmesečne in intenzivne diskusije vodstva Osvobodilne fronte in je bil formuliran na 4. seji vrhovnega plenuma OF. 1. novembra leta 1941 v 7 točkah. Javno je bil objavljen 8. novembra v Slovenskem poročevalcu. Tem 7 točkam sta se kasneje dodali še 2, tako je po 1. januarju 1942 obstajalo 9 tako imenovanih temeljnih točk Osvobodilne fronte. Program v posameznih točkah sicer ni bil povsem dorečen oziroma jasen, a povsem nesporno je na prvo mesto postavljal zahtevo po brezkompromisnem boju proti okupatorju. Ta zahteva je bila osnovni skupni imenovalec vseh skupin, ki so se vključile v OF oziroma nasploh predpogoj članstva v Osvobodilni fronti. Program je nadaljne postavljal zahtevo po samoodločbi slovenskega naroda, boju za združitev vseh Slovencev in napovedal, da bo po končani vojni prevzela oblast Osvobodilna fronta kot celota ter uvedla dosledno ljudsko demokracijo. Pod vprašanje k temu še to, ali so komunisti res izrabili boj proti okupatorju za revolucijo oziroma revolucionarni prevzem oblasti? Program Osvobodilne fronte je bil v končni obliki predvsem program, ki so ga sestavili komunisti in krščanski socialisti skupaj. Ali če to nekako personificiramo, Boris Kidrič, ki je bil nekako, tako so ga poimenovali, motor Osvobodilne fronte, in Edvard Kocbek. Komunisti in krščanski socialisti so si bili v številnih točkah zelo podobni, v nekaterih so se razlikovali. Seveda so svoje prispevali tudi Sokoli in kulturni delavci, ampak to sta tisti 2 skupini. Bila je še ena skupina znotraj krščanskih socialistov, to je bila delavska skupina, ki jo je vodil Tone Pfeiffer. Ti so bili pravzaprav še bližje komunistom in bili so organizirani v sindikat in veliko jih je tudi potem prestopilo k komunistom. Enako velja za Sokole. Torej, cilja sta bila 2. Prvi, kot si že rekel, narodna osvoboditev, na ta je bil postavljen na prvo mesto. Drugi pa socialna revolucija, lahko rečemo kar neposredno. Torej, hoteli so neko novo ureditev družbe, hoteli so podržavljenje, tukaj ni bilo razlike med krščanskimi socialisti in komunisti, hoteli so agrarno reformo in hoteli so povojno politično življenje brez strank. Torej, Osvobodilna fronta naj bi bila nek vrste nadomestek za stranke, zaradi tega velikega razočaranja nad strankarskim sistemom. In tukaj med njimi ni bilo nekih velikih razlik. To je bil pravzaprav začetek diskusij
In tudi sam program je začetek, ker se je dopolnjeval sproti. Treba je namreč tudi v tej hiši, tudi v teh prostorih spodaj, ne, in kasneje na Kočevskem rogu. Treba je reči nekaj, še kar je zelo pomembno. Ne. Ta program, ti cilji zadevajo še dve stvari. Ena je slovenska državnost. Torej, od vsega začetka je bil ta boj za slovensko državnost. Slovenska državnost se je v velikem delu rodila v tej luknji tukaj spodaj in potem v Kočevskem rogu. Ne. Torej, popolnoma jasno je bilo, da bodo Slovenci imeli svojo državo, ta država bo del federativne Jugoslavije, ampak bo slovenska država in imela bo nacionalne meje. Torej, osvobodilno gibanje ni priznavalo ne predvojnih meja, torej ne rapalske meje, niti ne rezultatov plebiscita na Koroškem in seveda še toliko manj je priznavala notranje okupacijske meje, ki jih je bilo čez 700 kilometrov, kot vemo, ker smo to zelo dobro raziskali. Torej, ustvarili so organizacijsko mrežo in odpor s časoma na celotnem slovenskem ozemlju. Če to ilustriram, slovenski poročevalec, ki je bil prej omenjen, je v enem dnevu prišel od tam, kjer so ga tiskali, na najbolj zahodne robove slovenskega ozemlja. Tiskan je bil v približno 8000 izvodih, danes bi bila Slovenska pošta kar ponosna, če bi v enem dnevu dostavila recimo pošto na tak način. Torej, šlo je za izjemno organiziranost, ki je potem postavila svoj parlament, svojo vlado, izvedla v najtežjih vojaških vojnih razmerah volitve. In to so torej ti dosežki Osvobodilne fronte, ki so skupni. In še ena skupna točka je pri krščanskih socialistih in komunistih, torej preoblikovanje slovenske narave, slovenskega značaja. To je 4. točka Osvobodilne fronte, ki je sicer zelo optimistična, ampak izhaja iz tega, da Slovenci, če hočejo postati enakopravni, če hočejo stopiti v klub enakopravnih narodov, če hočejo postati suvereni, morajo to zaslužiti z bojem. Torej, ne smejo biti več hlapci, morajo prispevati svoje k osvoboditvi Slovencev, ampak tudi delež k osvoboditvi drugih narodov. In to je bil ta moto. Se pravi, iz naroda hlapcev v narod junakov, kot so to poimenovali potem na Kočevskem zboru. Ali so uspeli preoblikovati slovenski značaj, seveda vprašanje danes, ampak treba je videti celotno sliko 20. stoletja. Slovence so velike sile, na njihov zemljevid sploh prvič pridejo po prvi svetovni vojni. Slovence so velike sile jemale kot majhen, nerazvit narodič z nizko kulturo, ki kar naprej nekaj stoka, ki se je pripravljen podrejati, ki samo zahteva, pa nič ne žrtvuje. Eno ameriško poročilo recimo po prvi svetovni vojni pravi, ob prvi priliki so izdali cesarja, takoj ko bo možnost, bodo tudi nas. Se pravi, percepcija Slovencev se je med drugo svetovno vojno v svetu popolnoma spremenila. Danes se žal vračamo k tisti izhodiščni oceni po prvi svetovni vojni. In to so ključne zadeve. In pri slovenski državnosti je treba reči še to. Poudarjali so jo tako zelo, da je celo protipartizanski tabor govoril, da zanemarjajo jugoslovanstvo. In v nekem trenutku je Kidrič celo moral napisati članek več jugoslovanstva. Kaj je bila razlika? Razlika je bila v pojmovanju revolucije. Komunisti so hoteli revolucijo po bolševiškem vzoru, po sovjetskem vzoru, se pravi z neke vrste socialnim inženiringom, medtem ko so krščanski socialisti, ti Kozbekovi krščanski socialisti, hoteli revolucijo na mehkejši način. Torej nekako personalizirano, z večjim poudarjanjem človeka, ne pa množic, ne tako radikalno, ne s tako brutalno silo, kot se je potem izkazala skozi represivne aparate in podobno. To je bila pravzaprav edina bistvena razlika.
Jaz sem postal predsednik Osvobodilne fronte zaradi tega, ker novega drugega takega, kolikor toliko glednega človeka ni bilo. Verjemite mi, da nisem rad postal. Pa ne, da bi obsojal kakorkoli. Jaz sem vse to vedel in sem računal s tem, kar se je godilo, ker drugače te stvari ne gredo kratko. Pa si pogledajte francosko revolucijo, no, kaj pa je bilo tam? Tam so pa rabili gospodarstvo, ne? Robespierre pa takele, kaj pa so to bilo? Pa to tudi niso bili bohvi kako ugledni ljudje, ali pa Marat, pa tako naprej. Drugače je bilo v Rusiji, ampak v Rusiji samo prav vrhovno vodstvo je bilo sestavljeno pod Leninom iz, bi rekel, kvalificiranih ljudi. Vse drugo je pa bilo poslušno tem. In jaz tudi ne rečem, da je bila ruska revolucija zgledno opravljena. Ne, bila je revolucija, kakršna so pač revolucije na svetu. Poglejte, kaj je bilo na Kitajskem. Ker so tudi šli milijoni, samo da se o tem ne govori in ne piše. V vseh teh socialističnih deželah ni bogatstva, ni zadovoljstva v ljudeh. Moramo biti pa ravno nasprotno, glede na vse te upanje in če pomislimo, s kakšnim upanjem je delavstvo in sploh zatirano človeštvo v prejšnjem stoletju gledalo v prihodnost. Veste, ena stvar je ta, da je človeštvo zadovoljiti z besedami sorazmerno lahko, v dejanju, pa v gospodarstvu, pa v vsem tem realnem življenju, pa izredno težko. In da nikoli ne bo človeštvo nobeno zadovoljno, ne s to revolucijo, ne z ono, in tudi z nobenim stanjem, ne. Ker mora živeti naprej, mora delati in tako naprej, in zmerom samo na ta ali pa na drug način pristrižene peroti. Ne pomaga nič. To je država, država je moč, je nasilje. Te stvari treba čisto konkretno gledati. Še enkrat se bi rad povrnil na Kidriča, ker vi ga, kot smo brali vaše knjige, ga izredno cenite kot ustvarjalno osebo. Ja, je bil. Ko je on sprejemal ta bolševiški vzorec, ne, da se ni bolj postavljal po robu temu načinu razmišljanja, oziroma ko se je hotelo iz tega narediti ene vrste religijo. Tega ni Kidrič nikoli hotel. On je hotel samo uvesti socialistični red, ker se mu je zdelo, da je vse drugo kompletna, bi rekel, malomeščanska ali vsaj protičloveška dejavnost. Medtem ko je po komunističnem redu poglavitni cilj in smoter vsega, vendar je dobrobit celote. Ali vsaj zmanjšanje teh razlik med mogotci in večino. Koliko se pa to da doseči, to je pa vprašanje. In
On je bil prepričan, da se da to doseči. In je mislil, da so v Rusiji dosegli, samo v Rusiji tega res niso dosegli. Ampak, kar je pa glavno, je pa bilo to, da tam je bil vsak veleposestnik absolutni gospodar nad življenjem in smrtjo svojih podložnikov. No in to so pa odpravili. Večkrat smo slišali, da so si komunisti po vojni priglastili vse zasluge za zmago. To je tako. Kdo je zmagal pri Avstralicu? Kdo je zmagal tam in tam v tako zvanih Napoleonovih vojnah? Ali Napoleon zmagal, so soldati zmagali. Če gledate na to, boste rekli, soldati so zmagali, če gledate tako. Ampak v resnici je pa vse to vodil, pametno vodil Napoleon. In ravno tako je tle. Kolikor smo imeli uspehov, to se vse prepisuje vodstvo in to je bilo pa komunistično. Ne morete reči, tile kmetje so tole in tole. Jasno, material za zmago so bili pač tisti, ki so šli prostovoljno v boj. Ampak zmaga je pa bila komunistična, ker so komunisti vodili vsake. Doktor Godeša, naslednje vprašanje je za vas. Predstavniki vseh že prej omenjenih skupin so tvorili vrhovni plenum Osvobodilne fronte. Predstavniki ustanovnih skupin pa njegov izvršni odbor, ki so ga sestavljali že danes omenjeni nekateri, sicer pa Josip Vidmar, Boris Kidrič, Edvard Kardelj, Tone Pfeiffer, Edvard Kocbek, Franjo Lubej, Jože oziroma Josip Rus. Vsem tem so se kasneje pridružili še trije, in sicer Franc Leskošek, pa Zoran Polič in Marjan Brecelj. Kako bi z zgodovinske perspektive lahko vrednotili delo izvršnega odbora Osvobodilne fronte? Lahko govorimo o pluralnosti in razdeljeni vlogi skupin pri vodenju Osvobodilne fronte, ali je res vse vzvode držala komunistična partija? Glede skupin, ki so sestavljale Osvobodilno fronto, je potreba povedati, da je bila strukturirana Osvobodilna fronta, ki je bila sicer idejno pluralna, nazorsko pluralna in tudi organizacijsko imela celo vrsto elementov, ki so kazali na njen koalicijski značaj. Najpomembnejše skupine so bile komunistična partija, ki je bila pobudnica in tudi edina stranka v tej organizaciji. Med temeljne skupine so sodili še katoliška oziroma krščanska skupina, ter pa Sokoli, to se pravi tisto krilo Sokola, ki se je v predvojni Jugoslaviji uprlo unitaristični drži uradnega, da rečem, režimskega Sokola in se je zavzemalo za slovensko samobitnost in pa demokratično preobrazbo predvojne družbe. Poleg tega so imeli pomembno vlogo in mnogokrat pritiče tudi ime, ustanovne skupine, tudi kulturniška skupina, ki pa ni v takem smislu delovala kot preostale tri skupine, ki so imele tudi svojo organizacijo, svoje časopise. Skratka, je pa zaradi svojega pomena kulture v slovenski nacionalni emancipaciji imela izjemno pomembno vlogo v zgodovini in so tudi zaradi tega, zaradi udeležbe pomembnih kulturnih delavcev predvojnih, naprimer ravno v vili Josipa Vidmarja je bila tudi ustanovni sestanek Osvobodilne organizacije. Sicer pa je bilo v Osvobodilni fronti nekje do 20 najrazličnejših skupin,
od najmanjših, ki je štela 3 člane, to je bila tako imenovana ministrska skupina, pa do zelo množičnih organizacij, kot je Zveza kmečkih fantov in deklet, ki je imela nekaj tisoč članov. Skratka, vse te organizacije so imele svoje predstavnike v plenumu OF. Odnosi med skupinami v Osvobodilni fronti, seveda ključne so bile, da tako rečem, temeljne skupine, kjer so imele svoje predstavnike tudi v izvršnem odboru Osvobodilne fronte, so bili, kljub temu, da je iniciativo vendarle vse skozi dajala Komunistična partija Slovenije, o tem ni dvoma, pa sta tudi ostali 2 temeljni skupini bili tako iz svojo organizacijo, kot zlasti svojim vplivom tudi zelo pomembni. Bistvo delovanja Osvobodilne fronte, če se ozremo nekako v loku, v neko daljšem časovnem loku, pa je bilo v tem, da pravzaprav je izvršni odbor Osvobodilne fronte zelo pomemben bil nekje do podpisa Dolomitske izjave. V tem smislu je bilo delovanje, vse pomembnejše odločitve so bile tudi v okviru izvršnega odbora prediskutirane in potrjene. Je pa res, da je bilo nekaj prelomnic v tem obdobju, zlasti od poletja 1942 je Osvobodilna fronta nekako v sklopu celotne prilagoditve strategije delovanja osvobodilnega gibanja značaju druge svetovne vojne, kjer je bilo jasno, da protifašistična koalicija predstavlja trden temelj in edino obliko, ki bo pripeljala do zloma nacistične Nemčije. Skratka, se je bilo temu potrebno prilagoditi in temu ustrezno je tudi Osvobodilna fronta dobila, da rečem, večjo veljavo v očeh celotnega vodstva, zlasti tudi komunistov. Takrat je Edvard Kardelj po leti 1942 izrekel, vsa naša moč je v Osvobodilni fronti. Skratka, ponovno so uredili odnose, kjer pravzaprav v vodstvenem delu, v izvršnem odboru, pravzaprav do večjih nasprotovanj ali razlik niti ni prihajalo, vendar je dotlej na terenu prihajalo do najrazličnejših, kot se temu reče v navednicah, separatističnih potez, nezaupanja med različnimi aktivisti. Skratka, vse te procese so sklenili v vodstvu presekati in na novo oblikovati odnose, kar se je poleti 1942 zgodilo in jeseni 1942 tudi utrdilo na ta način, da pravzaprav je zelo skladno delovala. Pri tem ne gre spregledati, da iniciatorsko vlogo in najpomembnejšo vlogo vsekakor so imeli komunisti. V tem ni bilo dvoma in tudi pravzaprav tudi predstavniki ostalih skupin, to se pravi katoliške oziroma krščanske, kot tudi Sokolov, so to dejstvo nekako popolnoma sprejemali kot logično in samoumevno in tudi priznavali nekako, bi se temu rekli, avantgardno vlogo komunistični partiji. Pa vendarle so bile vse pomembnejše odločitve sprejemane soglasno. Tako da v tem kontekstu pravzaprav je bilo, ko je prišel strani Vrhovnega štaba v Slovenijo kot odposlanec Vrhovnega štaba Arso Jovanovič, je pogledal situacijo, kakšna je v Sloveniji, in je poleg Osvobodilne fronte, kjer je videl, da med sabo vse skupine sodelujejo izjemno, bi rekel, tovariško in da je velika stopnja zaupanja, tudi celo v vojaških enotah, kjer je sicer komunistična partija imela popolno prevlado, tudi tam, kjer so imeli status namestnikov, politkomisarjev, opazil med njimi, ki so bili iz vrst krščanskih socialistov in pa Sokolov, opazil med njimi izjemno zaupanje in sodelovanje. Skratka, to je bila nekakšna najboljša ocena sodelovanja v celotnem odporniškem gibanju v Sloveniji, zlasti pa seveda v Osvobodilni fronti, v tej preddolomitski fazi odporniške organizacije. Profesor Repe, danes se nahajamo na Babni gori, v hiši, kjer je bila podpisana Dolomitska izjava. Ozrimo se malo na to dejanje. Lahko trdimo, da je ta dogodek, podpis Dolomitske izjave, zaznamoval ves nadaljnji razvoj Osvobodilne fronte in delo izvršnega odbora Osvobodilne fronte.
S podpisom izjave je namreč Osvobodilna fronta postala enotna organizacija s tudi formalno zagotovljenim vodstvom Komunistične partije Slovenije. Drugi dve temeljni skupini, torej katoliška in sokolska, pa sta se odrekli snovanju lastnih organizacij, lastnih skupin. Kako in zakaj je prišlo do podpisa Dolomitske izjave? Je bilo med članstvom na terenu kaj nevolje, neodobravanja, je prišlo do kakšnih uporov? No, odpor so organizirali komunisti, to je dejstvo. Ne. Druge skupine so se temu pridružile. In komunisti so imeli ves čas tudi vodilno vlogo. Te vloge ni nihče osporaval, nihče ni nasprotoval. Treba je tudi vedeti, da so bili daleč najbolj organizirani, da so že izpred vojne, iz časov ilegalnega gibanja imeli močno organizacijo na različnih področjih, od tiskarn do zbiranja pomoči, raznih oblik komunikacije, kurirskih mrež in tako naprej. In vse to so dali na razpolago Osvobodilni fronti. Torej, Osvobodilna fronta ni začela iz nič, začela je iz infrastrukture, ki so jo imeli komunisti. Komunisti so se tudi daleč najbolj izpostavili. Med njimi je bilo ogromno žrtev. Znano je, da ko je bilo treba jurišati v najbolj kočljivih situacijah, je bila komanda s kojevci naprej, torej mladi komunisti. Te vloge jim torej v tistem času ni nihče osporaval in bilo je jasno, da tudi krščanski socialisti in drugi niso imeli tu nekih takih namenov. Hoteli so seveda participirati enakovredno, ampak bilo je jasno, kdo je tu glavni. Zakaj je bilo to treba na nek način zapisati? Zakaj je bilo treba na nek način formalizirati? Tukaj so kompleksni razlogi. O Dolomitski izjavi je napisano toliko, da se praktično ne da prebrati. V osnovi je šlo predvsem za dve zadevi. Prva zadeva je jugoslovanska. Treba je namreč vedeti, da slovensko gibanje je bilo del jugoslovanskega odporniškega gibanja. Slovensko gibanje samo po sebi bi pomenilo zelo malo. In vprašanje je tudi, če bi preživelo, če ne bi bil del tega širšega jugoslovanskega gibanja. To se je pa hotelo na nek način centralizirati, ker tam je bil drugačen koncept odpora. O tem bo kaj več povedal kolega Godeša. Drugo je mednarodna situacija. Torej, Dolomitska izjava je nastala v času prvih velikih zavezniških zmag. Bitke pri El Alameinu, prej pri Stalingradu, bitke za Midway in tako naprej. Torej, kazalo je preoptimistično sicer, da se vojna obrača. Pričakovalo se je izkrcanje na Jadranu in torej ti težki zaključni boji. In tukaj je bilo stališče, da mora biti Osvobodilna fronta poenotena, da ne sme priti do nekih razlik znotraj nje. Torej, bila je kalkulacija, ki sicer ni imela nobene osnove, da bi se krščanski demokrati lahko izločili iz Osvobodilne fronte in povezali recimo z ostanki tistih meščanskih sil, ki se niso neposredno izpostavile s kolaboracijo. In zato so hoteli na nek način zagotoviti enotnost. Sicer so tukaj še neke druge teze, ki so pa izmišljene. Jože Javoršek je na primer govoril, pisal, da so krščanski socialisti kar naenkrat dobili večino po osvobojenih ozemljih, ker so bili dobri govorniki, ker so znali nastopati, medtem ko so bili komunisti seveda bolj, bi rekli, navajani ilegale, tega trdega, samotarskega dela, če tako rečemo. Vendar to v resnici ne drži, to ni bil noben razlog. Glavni razlogi so bili torej jugoslovanska komponenta, končanje narodno-osvobodilnega boja, če pride do izkrcanja, ker se je bilo treba postaviti tudi v odnosu do zaveznikov, in torej ta mednarodna situacija. Podpis Dolomitske izjave se zdi dokaj nenaden, pa je bil res, dr. Godeša, vprašanje za vas.
Ali je vzrok zanjo treba iskati tudi v zahtevi osrednjega jugoslovanskega vodstva po poenotenju celotnega jugoslovanskega osvobodilnega gibanja? V Slovenijo vemo, da so pošiljali svoje ljudi, tudi tukaj v Polhograjcih se je naprimer konec leta 1942 mudil načelnik vrhovnega štaba Arso Jovanović. Bi lahko rekli, da je celoten zaplet v OEF oziroma njenem izvršnem odboru v začetku leta 1943 bil povezan tudi z različnimi stališči vodstev slovenskega in jugoslovanskega osvobodilnega gibanja do nadaljnega razvoja boja in je bil podpis Dolomitske izjave eden izmed prvih korakov k poenotenju osvobodilnih gibanj jugoslovanskih narodov? Podpis Dolomitske izjave je znatno spremenil odnose znotraj organizacije, pa tudi značaj same osvobodilne fronte. Z Dolomitsko izjavo, s katero so se predstavniki ostalih temeljnih skupin, to se pravi krščanskih socialistov in pa Sokolov, odpovedali osnovanju svojih skupin, te se skratka pristali na to, da postane osvobodilna fronta enotno gibanje, ki ga nesporno vodi Komunistična partija Slovenije. Se je s tem tudi vloga osvobodilne fronte spremenila v tem smislu, da je postala neke vrste transmisija, množična organizacija, preko katere je Komunistična partija izvajala svojo, da tako rečem, svojo politiko. Seveda, s tem se je celotno odločanje ekskluzivno preneslo v roke same Komunistične partije, ki pa je pri tem s ponudbo, ki so je v znatnem delu postopoma sprejeli mnogi izmed vodilnih članov obeh temeljnih skupin, skratka ponudila vsem tem pomembnejšim članom krščansko-socialistične pa tudi sokolske skupine, da vstopijo v Komunistično partijo. Razen redkih izjem, kot je bil Kocbek, ki je pač zaradi svojih načelnih razlogov ni hotel vstopiti oziroma ni bil pripravljen vstopiti v Komunistično partijo, sicer pa je ostal še naprej zvest idealom osvobodilne fronte in osvobodilnega boja, pa so ti postali potem člani Komunistične partije, pri čemer so postali člani že samo s tem, ker je bilo, da tako rečem, njihova, kot vemo, Komunistična partija je imela poseben postopek sprejemanja članstva, kjer si se ti mogel dokazati skozi različno, da rečem, proceduro v narekovajih, da si lahko postal član. No, tem so se že svojim delovanjem v sklopu svojih skupin, ki so bile nazorsko drugačne, tako zelo izkazali svojo izkušnjo in tovariškim bojem, da so jih komunisti brez težav takoj sprejeli med svoje vrste. Skratka, prišlo je do neke vrste oefizacije Komunistične partije. Vsi ti ljudje, ki seveda so postali člani Komunistične partije in tudi seveda so jim ponudili neko možnost, da preštudirajo osnove tedanjega marksizma in komunizma, vendar jasno je, da jih niti niso silili, da bi ravno popolnoma zamenjali, bi rekel, svoj miselni profil. Predvsem je bilo bistveno tukaj ta organizacijski način, da so bili vpeti v delovanje Komunistične partije, skozi katero se je praktično celotno delovanje, da tako rečem, osvobodilne fronte, celotnega gibanja potem tudi realiziralo. Seveda to je bilo predvsem posledica vpliva in zahtev strani vrhovnega štaba, da se celotno tudi slovensko odporniško gibanje, ki je imelo dotlej precej specifičen razvoj, predvsem ravno osvobodilna fronta je bila neka taka najbolj specifična oblika, ki je drugod v drugih pokrajinah Jugoslavije ne zaznamo oziroma ne srečamo, da se to pač uskladi z značilnostmi, ki so bile tudi v drugih predelih Jugoslavije, ker je osvobodilna fronta v tem pogledu preveč izstopala. Seveda, po drugi strani je pa to osvobodilna fronta in njen značaj bila tudi posledica drugačnega razvoja odporništva v Sloveniji. Namreč tukaj je bilo najpomembnejši in začetni fazi izjemno pomemben ravno ta politični razvoj, ki ga je vodila osvobodilna fronta, in na tej podlagi so potem nastajale partizanske enote, ki so bile v znatni meri odvisne prav od te
politične organiziranosti na terenu, skratka od odborov Osvobodilne fronte, preko katere se je partizanska vojska v Sloveniji razvila. To je bilo znatno drugače od razvoja v drugih predeljih Jugoslavije, kjer so pač zaradi tradicije, zlasti v Srbiji, pa tudi na Hrvaškem deloma, prišli do izraza predvsem vojaška tradicija, skratka te vidiki, medtem ko so bili politični vidiki v ozadju. No, v tem pogledu pa je sicer sedaj preoblikovana Osvobodilna fronta, reorganizirana po Dolomitski izjavi, ta oblika Osvobodilne fronte pravzaprav postala zgled tudi pa za druge jugoslovanske narode v tem smislu, da so tudi tam začeli razmišljati v tej smeri in začeli tudi organizirati politične organizacije osvobodilnega gibanja. V tem smislu pa je tudi Slovenska osvobodilna fronta, seveda po te reorganizaciji z Dolomitsko izjavo, v znatni meri postala zgled tudi za oblikovanje podobnih političnih organizacij s podobno funkcijo tudi pri drugih jugoslovanskih narodih na področju celotne Jugoslavije. Za konec še vprašanje za vse danes tukaj udeležene govorce. Ob prazniku dneva upora proti okupatorju, nekdanjemu dnevu Osvobodilne fronte, ki ga praznujemo danes in ko obeležujemo to lepo okroglo obletnico ustanovitve Osvobodilne fronte, me zanima vaše mnenje. Kakšna je bila povojna vloga Osvobodilne fronte? Kakšna je danes? Morda potrebujemo danes spet kakšno osvobodilno fronto? Kakšna je njena dediščina? Dediščina Osvobodilne fronte, če pogledamo iz sokolskega vidika, je mogoče pomembna pri razmišljanju o vlogi telesne kulture ali pa športa tudi še danes. Ne nazadnje, če pomislimo ali pa če pogledamo z vidika telesne kulture, da je šla ena pot Osvobodilne fronte tudi preko Socialistične zveze delovnega ljudstva, je v okviru te zveze bilo tudi vprašanje vloge telesne kulture ali pa problematiziranje telesne kulture, vendar pa na drugi strani je bila telesna kultura avtonomno organizirana in je ona odločala o strokovnosti, v okviru nje tudi recimo potem v vrhunskem športu in tudi določala politiko te telesne kulture. Tako da se je po tej plati tudi recimo ohranjala ta sokolska zahteva na eni strani političnosti, na drugi strani pa odločanju o tej avtonomni, kulturni in vzgojno telesno vzgojni vlogi, ki jo ima takšna organizacija. Res, da je se to prepletlo tudi z strankarsko usmeritvijo oziroma stopanjem v partijo že med vojno mnogih sokolov in se do neke mere mogoče ponovila situacija podobna z prepletanjem z Jugoslovansko nacionalno stranko, pa vendar kljub temu je telesna kultura imela vlogo v jugoslovanski družbi, ne nazadnje je bila upisana tudi v ustavo, večkrat v ustave in je to neka drugačna pozicija, kot se je recimo dogaja ali pa se je dogodila s tranzicijo. Ja, to je v resnici zelo izzivalno vprašanje. Osvobodilna fronta namreč je potem na nek način postala vzor za Jugoslavijo v tem zadnjem delu. Čeprav so bili sprva proti njej, je potem Tito ustanovil enotno protifašistično ljudsko fronto Jugoslavije, ki je tudi zmagala na volitvah. Njen del je bila Osvobodilna fronta, ki je bila pravzaprav bolj gibanje kot stranka, čeprav je nastopala kot stranka. Na koncu je pač prišlo tako, da je bila edina stranka na volitvah. No, po vojni je Osvobodilna fronta nekaj časa še imela pomembno vlogo, tudi oblikovala je svoj program, imela je svoj kongres, kar na prostem v Tivoliju. Ta medvojni program je bil dopolnjen s povojnimi točkami, predvsem obnove domovine, zgradnje nove družbe, povezano seveda tudi z mejnimi vprašanji. No, potem, ko je leta 1948 po sporu z Informbirojem komunistična partija Jugoslavije tako rekoč stopila iz ilegale, iz ozadja, odkudar je sicer vodila stvari, se je vloga Osvobodilne fronte
oziroma protiljudske fronte na jugoslovanski ravni, protifašistične fronte na jugoslovanski ravni spremenila. Postala je Socialistična zveza delovnega ljudstva kot neke vrste najširša krovna organizacija vseh, ki se želijo politično aktivirati in ki pristajajo na socializem. Torej, koncept je bil pravzaprav neke vrste nestrankarska demokracija, kot so si jo tudi zamišljali v Osvobodilni fronti. Samo dejansko to ni tako delovalo, dejansko je postala vodilna sila tudi javno, tudi ustavno zapisana Zveza komunistov kot naslednica komunistične partije, po preimenovanju. Če gledamo ta razvoj, se pokaže, da se je kar precej pluralizma v Socialistični zvezi ohranilo, ni pa se nikoli uspela vrniti na neke izhodiščne točke. Ampak tam, ko so nastale prve zveze, recimo leta 1988 Slovenska kmečka zveza, pa leto kasneje še druge, je pravzaprav šlo v začetku za ta koncept, da bodo delovale znotraj Socialistične zveze. No, razvoj je šel naprej, kot vemo, strankarstvo se je pojavilo, bilo je tako rekoč neizogibno. Če gledamo jugoslovansko sceno, se je to strankarstvo formuliralo izključno na nacionalni osnovi, torej nastale so nacionalne stranke, vse jugoslovanske so bile zanemarljive. In z vstopom v Evropsko unijo smo prevzeli ta, bi rekli, najbolj klasični, rudimentarni model parlamentarne demokracije. Torej model, v katerem so stranke ugrabile državo. Model, v katerem stranke pravzaprav štejejo državo za plen in si jo koalicija deli. Včasih tja dobesedno do zadnje krajevne skupnosti. To je boj za direktorska mesta, za take in drugačne službe in tako naprej. In sedaj smo tukaj na točki, kjer smo začeli. Torej, izjemno razočaranje nad strankami v 30 letih, ki je privedlo do ideje o nekem nestrankarskem sistemu. Izjemno razočaranje. In močan dvig, vpliv civilne organizacije, civilne družbe. In danes se ta scenarij ponavlja. Torej, tako nezaupanje do strank, kot ga poznamo danes, ga ni bilo nikoli v teh 30 letih. Stranke so na dnu kakršnega koli zaupanja, sploh ne moremo govoriti o zaupanju. S tem je zaupanje na dnu tudi zaupanje v parlamentarni sistem. Na drugi strani je pa civilna družba tako heterogena, saj tudi takrat je bila, da ni zmožna preseči tega strankarstva. Torej, jaz osebno mislim, da seveda ta model Osvobodilne fronte ni uresničljiv v sodobnih razmerah. Ampak zdržal pa ne bo niti ta klasični parlamentarni sistem, kakršnega imamo. Torej, tukaj bo potreben nek kompromis, potrebna bo neke vrste participativna demokracija, sicer se bomo med sabo požrli, ker kulturni boj med Slovenci se samo stopnjuje in stopnjuje.